V Splošni bolnišnici Murska Sobota so slovesno odprli nov mamograf, ki predstavlja pomembno pridobitev za bolnišnico ter za zdravje žensk v Pomurju in širši regiji. Nakup novega mamografa je del širšega skupnega investicijskega projekta 10 bolnišnic za nakup drage medicinske opreme v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Sredstva so pridobljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zelo sem vesel, da nam je uspel ta med, da danes imamo tu nov mamograf, kajti dobro vemo, kaj to pomeni, ne samo za vse ženske, ampak tudi za vsa življenja, ki bodo pač na nek način pregledana in verjetno preprečila marsikateri problem. Moram se na koncu zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pridobivanju, vseh potrebnih soglasij in pa vseh potrebnih papirjev in pa vseh tistih, ki so z mano se peljali v Ljubljano, ker smo morali tudi seveda vse te projekte zagovarjati in da nam je skoraj v celoti uspelo. In hvala vsem še enkrat, ki ste sodelovali pri tem. In pa bodimo danes veseli, kajti to je velik dogodek in želim vam, da tudi na koncu vsi pogledamo nov prostor, nov mamograf, in potem v naslednjih mesecih pa še vse preostale nove pridobitve. Nova sodobna naprava bo pomembno prispevala k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Rak dojk je v razvitem svetu najpogostejši rak žensk in zato pomemben javnozdravstveni problem. V Sloveniji na leto zboli približno 1550 žensk. Neinvazivni rak dojk večinoma nima klinične slike in ga skoraj vedno odkrijemo z slikovno diagnostiko, v večini primerov je to mamografija. Z namestitvijo tega sodobnega aparata nadaljujemo pot po cesti hitrega odkrivanja bolezenskih sprememb v dojkah. Pred 25 leti smo namestili v naši bolnišnici prvi mamograf. Diagnostika raka dojke je multidisciplinarno in timsko delo. Svoje znanje in izkušnje prispevajo specialisti mamografije, radiologi, patologi. Inženirji radiologije poskrbijo za tehnično dobre mamograme, medicinske sestre in ostalo osebje pa za nemoten potek dela. Na tem sodobnem aparatu bomo opravljali diagnostične mamografije ženskam iz ambulante za bolezni dojk ter mamografije v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk Dora. V Murskosoboški bolnišnici presejalni center programa Dora letno vabi več kot 8500 žensk iz 27 občin. Udeležba v programu je visoka, rak dojk pa je pri večini žensk odkrit v začetni fazi, kar potrjuje izjemen pomen sodobne in zanesljive diagnostične opreme. Dora je organiziran program, ki je v našo regijo prišel 2017. leta. Cilj programa je, da zmanjša umrljivost za rakom dojk med ženskami v ciljni populaciji za 20 do 30%. V program Dora so vključene ženske med 50 in 69 letom. Ta novi mamograf je najsodobnejši aparat. Z njim bomo prikazali spremembe v dojkah še z večjo natančnostjo. Po drugi strani pa ni nezanemarljivo, da bo slikanje s tem aparatom tudi bolj prijetna izkušnja za ženske. Rak dojk je ozdravljiva bolezen, če ga odkrijemo dovolj hitro in s tem rešimo življenje. In zato je današnji dan tako pomemben. Z današnjo pridobitvijo ne odpiramo le še nekega novega. V Murskosoboški bolnišnici tako vlagajo veliko naporov in sredstev v posodobitev zastarele opreme. Moram povedati, da takoj, ko sem prišel v bolnišnico, ena izmed prvih zadev, ki so mi povedali, bila ta, da program Dora je seveda zelo pomemben, ampak da imamo zelo star aparat in da če ga ne bomo pač zamenjali z novim,
da nam bodo s časoma ta program odvzeli. Seveda vemo, da večina naše opreme je kar precej stara, tako da smo tudi zato pristopili k temu, da probamo pridobiti mamograf in lahko povem, da danes je zelo poseben dan, ker smo ga tudi tu imamo in ga bomo tudi odprli. Poleg mamografa smo pristopili tudi k pridobivanju druge opreme in tako smo v sklopu programa nakupa drage medicinske opreme in sicer za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija pridobili še tudi drugo opremo. Tako da moram povedati, da poleg mamografa bomo s časoma in sicer v letošnjem letu pridobili še magnetno resonanco, rentgen, CT in pa angiograf. Tako da to poleg mamografa je to 5 stvari, ki so seveda za bolnišnico zelo pomembne in pomenijo velik razvoj v splošni bolnišnici Murska Sobota. Kajti, če pogledamo vse letnice te opreme, ki jo imamo, so nekje letnice od leta 2009 pa 2010-2011, tako da so stare med 10 do 15 let in dobro vemo, kaj v današnjem času pomeni sprememba tehnologije v 15 letih. Kajti, če pogledamo, če imamo računalnike 15 let stare, vemo, kaj to pomeni, če bi jih uporabljali v današnjem času. Tako da ja, to je približno vse skupaj malo manj kot 5,7 milijona in lahko povemo, da smo bili zelo uspešni bi rekel, pri pridobivanju teh evropskih sredstev. Poleg tega pa seveda sami vidite, da gradimo tudi kateterski laboratorij in pa moram povedati, da seveda smo pridobili tudi projekt sicer robota v lekarni in v zadnjih dneh tega leta tudi prenovo prvega nadstropja internega oddelka v približno ocenitveni vrednosti 3 milijonov. Tako da ja, mislim, da je prejšnje leto bilo zelo uspešno in pomeni velik investicijski potencial, ki bo v letošnjem letu pač treba ga tudi zaključiti. Z novo pridobitvijo v bolnišnici tako nadaljujejo prizadevanja za dostopno, varno in sodobno javno zdravstvo, ki prebivalcem regije zagotavlja kakovostno in pravočasno zdravstveno oskrbo.